Res smo danes na obisku v Posavju. Namen današnjega obiska je, da vendarle, kot vedno v tem covid času, pregledamo, kako diha slovensko kmetijstvo, s katerimi ukrepi lahko iščemo rešitve za izhod iz kriznih situacij in pa seveda dobimo realno sliko o slovenskem kmetijstvu tudi na terenu. Danes smo začeli obisk najprej na občini Krško, kjer je bil pogovor namenjen predvsem namakalnemu sistemu in razvoju namakanja in porabi vode iz reke Save. Potem smo imeli sestanek tudi na občini v Sevnici, nadaljevali v kmetijski zadrugi v Sevnica, zdaj smo tukaj na osnovni šoli in zaključujemo še v popoldanskem delu na kmetiji, kjer pa govorimo predvsem o primerih dobrih praks pri dobavi hrane v lokalne javne prehranske obrate. Seveda z zadrugo smo se pogovarjali tudi o možnih rešitvah v tem covid času. Skratka, namen tega dela je predvsem spremljati realne težave v okolici, predvsem pa iskati spodbude tudi za čas, ko bo covida konec, s katerimi mehanizmi, kot so namakalni sistemi, kot je spodbuda lokalnemu kmetijstvu preko tudi nabave hrane preko javnih prehranskih obratov. Torej, kako s temi ukrepi potem pospešiti ponoven normalen del tudi na tem kmetijsko-živilskem sektorju, torej izhod iz krize, ko bo te krize enkrat konec. Toliko na kratko, če je kakšno vprašanje, pa z veseljem še kaj dodam. Hvala za uvod. Mogoče kakšno vprašanje vezano tudi na obisk ministra? Ja, mogoče za sadjarje sem prej že napovedala, kdaj bojo zdaj te odločbe oziroma pretiskane odločbe, kdaj lahko sadjarji pričakujejo denar? Nekako računamo, da bo odlok, ki je bil zdaj sprejet na vladi, bomo dali predtiskane odločbe v začetku aprila in potem nekje do konca aprila predvidoma bojo izplačena sredstva oziroma najkasneje v začetku maja bodo sredstva izplačena. Bomo šli pa res po poenostavljenem postopku, kjer podatke imamo, tako tudi pri ostalih pomočeh, kjer podatke o kmetijah imamo in pri sadarjih jih imamo, bomo šli po čim bolj poenostavljenem sistemu predtiskanih obrazcev.